Jaz vedno pravim, vsi, ki se rodimo, stopimo na vlak življenja. Ne. Pomembno je, kako si mi v bistvu na tej poti na vlaku uredimo v bistvu svojo varnost in seveda tudi varnost svojih najbližjih. Spoštovani gostje, cenjeni partnerji, prav lepo pozdravljeni na dogodku Kariera po karieri. Vsi zdaj se močno zavedate, koliko ur treningov, koliko dnevov, koliko let vlagate za to, da bi bili čim boljši, da boste najboljši. Na koncu vam ne garantira, da ko se začne sezona, da boste sploh bili zraven. To je pa nekaj, kar pa je v poslu, si upam reči, drugače. In tudi pri financah. Tukaj pa, če se malo podučiš, predvsem pa, da vztrajaš, neki rezultati se jo zikar pokazali. Ta čas, ko služijo, denar ne zapravljajo za vse možne razkošne stvari ali pa se kažejo, kako uspešni so tudi z finančnega vidika, da pač vseeno nekaj privarčujejo, prihranijo, ne? Pomembno, da pač imaš neki občutek in pa ljudi okrog sebe, ki te spomnijo, da ne bo celo življenje dan zaslužka. V našem obdobju niti slučajno ni bilo veliko govora o tem osveščanja. Jaz moram reči, da res mlad športnik tovrstnimi osveščanji dobi res prave smernice. Šport je nekaj najlepšega, po drugi strani je pa lahko tudi zelo, zelo krut in nepredvidljiv. Velikokrat se zgodi, da pridejo prav kakšni, lahko rečemo, morski psi k tem mladim in jim poberejo sredstva. Pač ni bilo nekoga, ki bi me vodil, ki bi me mentoriral, ki bi mi pomagal, rekel, to je mogoče prava pot, to ni prava pot. Čas za investiranje je takoj. Življenje ni vedno rožnato, ne? Včasih pride, da moraš tudi sam sebe reševati. V naši situaciji ravno takrat prvo leto po 25 letih Marko ni imel življenjskega zavarovanja, ker je imel občutek, da ne tvega dovolj, da bi ga potreboval, ne? Pa se je v bistvu na koncu izkazalo, da včasih so stvari zelo nepredvidljive in življenje je nepredvidljivo. Ker se je ta okolica začela relativno normalno odzivati, sem jaz imel v bistvu to možnost, da se obnašam normalno, pa se ukvarjam sam s sabo, ne pa s tem, poleg tega, da sem v neki prilagojeni situaciji še v oporo nekomu drugemu ven. 10 let vsi govorimo, šport je velik biznis. Ampak se dejansko zavedamo, kaj to pomeni, ali to sem mislimo, ful je denarja v športu. Dejansko je velik biznis, zato ker se razvijajo blagovne znamke. Vsak športnik sam je sam svoja blagovna znamka. Pomembno, da tudi, ko je padec, da držiš glavo po konci. Ponavadi po tem padcu pride veliko vzpon in se lepe stvari začnejo dogajati. Mogoče, če primerjam s tem, kaj štejem kot uspeh, ko pri nastopu nekaj poveš z glasbo, ko dosežeš to, kar je recimo skladatelj napisal, ko se dotakneš nekoga v publiki. Tem, ko sem jaz ugotovil, da ne da zahtevajo drugi, da jaz uspem, da so samo zelo veseli za moj uspeh, takrat je pa tudi meni postalo malo lažje. Žiga sem samo čakala, ko je opisoval svoj dan, ali bo vključena tudi šola ali ne bo. Ne? To je pri športniku zelo pomembno in Žiga je res vrhunski športnik, pa najde čas za šolo in to je ena od stvari, ki se vsak športnik, mladi športnik mora zaupati.